kakšne probleme lahko pomagam rešiti ali pa rešim z uvidom v eno izmed prejšnjih življenj, namreč v postopku regresoterapije, v globokem stanju hipnoze, kjer uporabim teta stanje oziroma kjer gremo v globoko somnambulistično stanje, gremo iskat rešitve oziroma vzroke za probleme, saniramo v enem izmed prejšnjih življenj in vrnem človeka v to življenje popolnoma, bi se reklo, zaceljenega, pozdravljenega, saniranega. Če imate težave, ki izhajajo iz ne vemo kdaj in kje, evo, bom odložila to krono. Tako krono smo imeli tudi v naših inkarnacijah, ki smo jih mnogi preživeli v Atlantidi. In tako palčko. Potem je smiselno, da to naredimo. Regresoterapija je postopek, ki se zanaša na pojem reinkarnacije. Če ste nekdo, ki verjame, da duša menja telesa, da se večkrat v telesi reinkarnira, gre v telo, novo meso, karne meso, potem ste dobrodošli. Če imate težave, ki jih ne znate, ne zmorete rešiti, pa naj si bojo to čustvene, finančne, zdravstvene, in se vam sanja, ne, poskusili ste že 1001 način in še vedno vse isto, ali pa brez večjih sprememb. Potem je ta terapija ena izmed najboljših, najboljša, kolikor jih jaz poznam. Z vami sem od leta 97, mimogrede sem Aleksandra Winkler-Drole, profesionalno se ukvarjam z mnogimi zdravilnimi tehnikami za dušo in telo in to poletje imam za vas odprta vrata v svojem poslovnem centru v Ljubljani, Home Garden centru, kjer se bomo ena na ena poglobili v vaš problem, pripravila bom program posebej za vas. Sem samo en človek in tudi moj dan ima samo 24 ur, zato lahko sprejmem tudi samo enega klienta dnevno. Regresoterapija gre z regresijo, se pravi v eno izmed prejšnjih življenj, kjer je vzrok za težavo nastal. Mnogi bi radi iz radovednosti vedeli, kaj sem bil v prejšnjem življenju. Sem bil gusar, pirat, princeska, ki je živela na gradu, sem bil princ, ki je rešil deželo, ali pa kralj neke pokrajine. Mnogo ljudi je pa živelo čisto preprosto vsakdanje življenje. Včasih temu rečem kar krompirjevo življenje. Se pravi, niso bili v kaki graščini, niso bili pomembni vojaški predstavniki, o katerih se piše, niso bili pisatelji, pesniki, o katerih še vedno obstajajo zapisi. Zelo, zelo veliko ljudi je živelo čisto preprosto krompirjevo, v navednicah, življenje. In tudi v takem življenju, kjer se nič posebnega ni zgodilo, kjer se ti zdi, da nisi mogoče nič prispeval za dobrobit nekega višjega doseganja cilja, v takem življenju, čisto v takem preprostem, se lahko zgodi nekaj izjemno lepega ali pa izjemno travmatičnega. In če se odločiš za regresoterapijo z mano, vedi, da če ti je nekdo drug predstavil eno zgodbo, v tem procesu regresije se ne bo šlo za to, da ti bom predstavila ali pa nadaljevala zadevo od koga drugega, to ne počnem. Pri meni se gre v življenje, kjer je nastal korenski vzrok za tvoje težave. Se pravi, zadeva je zelo resna, čeprav se sliši zabavno, rad bi v svojem transu videl, kaj sem bil, kdo sem bil, kje sem živel, kako je izgledalo za časa starega Egipta, živeti, ne vem, kot v neki piramidi, ali pa da bi rad šel v dobo Atlantide skozi regresijo, kot opisujem sebe v tej knjigi Akaški zapisi, osnove dušne matrice. Se pravi,
ne gre se za to, da bi potešili tvojo radovednost, gre se za to, da bi nekaj rešili. In kolikor imaš namen, resnično željo in si motiviran za rešitev situacije, ki te boli, žuli, muči, potem si dobrodošel ali dobrodošla. Preko se prijaviš, preko izpolniš neobvezujoč spletni obrazec, prejmeš ponudbo, prej bomo skupaj v Ljubljani, v Omgarde centru, vabljeni. V maju mesecu pa vas bom z veseljem pričakala na sejmu Green Vita v Celju od 20. do 22. 20., 21., 22. maj. Tako da dobrodošli. Še en super dogodek bo v maju in to je dan polne lune, ko praznujemo Vesak, praznik razsvetljenja Buda, se pravi princa Sidarte, ko je postal Buda, kar pomeni razsvetljen. Na ta dan pripravljam vsem mojim kupcem katerekoli knjige brezplačni webinar na temo regresija, prejšnja življenja, katere težave lahko rešimo. Zakaj je to somnambulistično stanje, stanje globokega transa, tako pomembno, da ko gremo tja, najdemo res tista prav vzrok in rešimo tam problem, ne da človek nosi breme preteklosti še v to življenje, ker je popolnoma nesmiselno. Zato, ker v tistem stanju odpadejo ego igrice. Namreč naš ego se rad zabava, se igra, rad nas malo pelje žejne okrog jezera, rad nagaja, tako kot slabo vzgojen kuža pazi. Pravim, da je naš ego kot naš obrambni mehanizem, kot del naših preživetvenih nagonov, pomaga nam preživeti, da se postavimo zase. Je kot nekakšen naš kuža čuvaj, jaz mu rečem kar kuža pazi. Ampak, če ta kuža pazi za brez veze, se pravi, te pazi tudi, da ti poštar ne prinese pismo, ker se ga boji, ti dela škodo. In kako to zveš, kdaj prisluhneš glasu duše, kdaj te vodi ego, vse to in še mnogo več kmalu z vami. Prijavite se na brezplačne novice, kliknite, lajkite video, tako boste kmalu obveščeni o vseh novostih. Seveda, dobrodošli tisti, ki imate resnične težave in jim ne vidite vzroka v tem življenju, morda je pa razlog v enem izmed prejšnjih življenj in problem je treba sanirati tam, kjer je nastal. In zakaj? Zato, da bomo živeli umirjeno, radostno, obilja polno življenje kot za časa Atlantide, ko smo živeli v zlati dobi. To ne pomeni, da smo imeli vsi kupe zlata, ampak zlato so kvalitete, vrednote duše, mir, ljubezen, harmonija in vse to, kar nas v tem mesecu maju uči tudi praznik Vesak oziroma Buda. Čeprav niste budisti, tudi jaz nisem, sem pa velik ljubitelj te filozofije in te miselne naravnanosti, bi to temu rekla. Tako da dobrodošli v moji družbi. Te dni me lahko spremljate na Net TV, berete v različnih časopisih, kot je Ona plus, mesečna izdaja in še mnogih drugih.